Doma v svetu. Mladi Korošci po svetovnih metropolah. Moj prvi daljši odhod od doma je bil, ko sem bila stara 16 let. Zmagala sem na literarnem natečaju Evropa v šoli v sklopu Evropske unije in tako so me poslali na Poljsko, kjer sem preživela en teden na mednarodnem taboru s 25 drugimi mladimi iz cele Evrope. Montreal, drugo največje mesto Kanade, leži v provinci Quebec, ki je po površini 3-krat večja kot Francija. Mesto se razprostira na otoku v obliki bumeranga, ob sotočju rek Svetega Laurenca in Otave. V sredini otoka je grič, katerega je francoski pomoščak Jacques Cartier ob prihodu v 15. stoletju poimenoval Montreal, kar pomeni Kraljevska gora, in od tega je mesto dobilo tudi svoje ime. Montreal je središče naftne, farmacevtske in avionske industrije. Je pa tudi s svojimi 4 univerzami in več kot 200.000 študenti izobraževalno središče Kanade. Zaradi svojega francoskega prebivalstva in kulture je Montreal najbolj evropsko mesto Severne Amerike. Montreal je tudi največje francosko govoreče mesto po Parizu. Več kot polovica prebivalstva govori 2 jezika, francosko in angleško. Tudi mestna uprava in mestni časopis sta dvojezična. To je tudi vzrok, zakaj si je Tanja Senica za študijsko izmenjavo izbrala Univerzo v Montrealu. Tanja se je za 14 leti z družino preselila s Prevalj v Šmihev pri Plivaku in maturirala na slovenski gimnaziji. V Gracu študira prevajalstvo slovenščine in nemščine ter francoščine in angleščine. Tu smo na Université de Montréal. To je ena izmed 4 univerz v Montrealu. 2 sta frankofoni, 2 sta anglofoni, ta je frankofona. In ta kampus je ogromno, razprostira se čez 3 metro postaje, kar je približno 4 kilometre. Francoščina v Kanadi se je drugače razvila kot kontinentalna francoščina. V Montrealu se še slišijo stare francoske besede. Tako da se avto še danes reče le char, kar pomeni kočija. Ja, kar me najbolj všeč tu v Montrealu ali pa tudi na Univerzi v Montrealu, da nas je ogromno iz celega sveta. Upam si trditi, da je polovica vseh študentov na tej univerzi tujcev, torej, ki niso Kanadčani. Mislim pa tudi, da veliko ljudi, tudi študentov, tukaj prvič doživi zimo in sneg. Naja, snega sem ga vajen, a kljub temu me je količina snega spomnila na moje otroštvo. Med novembrom in aprilom tu zapade povprečno nad 2 metra snega. Kanadčani se zelo radi ponašajo z nizkimi temperaturami, ki jih imajo po zimi. Če temperatura pade pod -15 stopinj Celzija, je ponovadi sončno in kar prijetno, pravi Tanja. Kot vidite, lepo sneži, to je tipičen dan v Montrealu. Odkar sem tu, je minilo 6 mesecev, od tega bi lahko rekla, je že 2/3 zima. Montreal je tudi mesto festivalov. Najbolj znan je jazzovski festival, ki ga prirejajo poleti, ampak tudi po zimi se ne skrijejo pred mrazom. V zimskih mesecih smo imeli festival, recimo Iglufest z elektroglasbo. Vsi ljudje pridejo ven, da proslavimo zimo in da vidimo, da občutimo zabavo pri -30 stopinjah. Kot vidite, tudi po zimi se rekreira kljub snežnemu metežu. Tudi sama rada grem ven, tudi pri -10 stopinjah. Ko sem prvič prispel v center Montreala, sem se spraševal, kje pa so vsi? Na cestah je bilo le malo ljudi in ko me je zazeblo, sem pobegnil na toplo in glej, odkril sem podzemske hodnike in tu pod zemljo je kar mrgolelo. Medtem ko je zunaj pustošila burja, se lahko v podzemlju ves dan sprehajaš na toplem. Ves center mesta je povezan z mrežo hodnikov, ki je za skupno več kot 30 km največja podzemska mreža hodnikov na svetu. Medtem ko sem se potepal v podzemlju, je Tanja bolje izkoristila čas. Rada grem tudi teč, po zimi malo manj, poleti 1, 2, 3 na teden. Jaz sem si v prvem tednu našla že karate klub, kajti treniram karate že od malih nog in tudi tu nadaljujem. Študenti, ki so na izmenjavi, imajo veliko prostega časa, ki ga koristijo tudi za spoznavanje nočnega življenja. V okraju zabave je na 1 kvadratnem kilometru več kot 200 lokalov in 400 kulturnih obratov s skupno 27.000 sedeži. Torej, dolgčas Tanji ni. In po prekrokani noči se prileže tradicionalna jed. Ni tradicionalno kanadska, ampak iz te regije Quebec. To je pečen krompir
krompirček s posebno vrsto sira in s posebno omako. Pri nas so verjetno podobno jedli Holcarji. Ta restauracija je odprta 24 ur na dan in nudi več kot 25 različnih vrst potin. Italijansko, mehiško, francosko, rusko, ameriško in tako dalje. Bolje se prileže potica s čajem iz sosednje poljske slaščičarne. Tanja je stanovanje in cimre našla na spletu. Ker je francoščina njen šibkejši jezik, je iskala francosko govoreče sostanovalke. In to deluje izvrstno, predvsem, če je treba francozini Lori in Kanadčanki Marisi razložiti recept koroške pohače. Domovina je tam, kjer se dobro počutiš, kjer si najdeš hobije in dobre prijatelje in kjer imaš svoj kotiček, da lahko rečeš, zdaj grem pa domov. Jan! Zakaj imate pa črno-belo? A greš zdaj k mamo na koncert? Ja? Na ta način sem v stiku s prijatelji, z družino, tudi z znanci včasih, a ne, ostanemo v kontaktu. Jan pa mora biti priden danes pa jutri. Pa naj pusti punce primeru. Nimam tistega tipičnega domotožja, sploh, ker si zelo hitro najdem prijatelje, ker sem aktivna, ker veliko športam in se sama hitro zaposlim. Mene zanima, če si že poslala, kako naj rečem, kako analogno razglednico? Ne. Tale je edina, ki sem jo prejela za Božič. Iz Slovenije. In si se veselila? Ja. Pravi, da je za pošiljanje razglednic pošta in vse skupaj predrago. Če lahko plačam $10 ali nič centov, mislim, da bom napisala e-mail. Kljub temu pa priznava, da ji ta virtualna pošta ni vseeno. Recimo s prijateljicami smo potem skypale konferenčno, se lahko vidimo, slišimo, samo čutimo, ne. Vem, da mlade staromodna komunikacija ne zanima, ampak če imate znance, ki so šli v svet, pošljite tudi njim razglednico in verjemite mi, vaša staromodna razglednica bo dobila posebno mesto v njihovem domu. Pa še nekaj. V Montrealu je v mestni zakonodaji zapisano, da noben nebotičnik ne sme biti višji od 233 metrov. To pravico ima samo najvišja točka Kraljevske gore.